Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Stranka za delovna mesta se je preimenovala v Listo Matije Kovača, ki je postal njen predsednik. V kiosku K67 odprli razstavo 1991 trenutki odločitve. Natečaj City Band 2026 zaključili z velikim koncertom pred City centrom. Celje Cup 2026, generalka pred svetovnim prvenstvom v jadralnem letenju, ki ga bo Celje gostilo prihodnje leto. Na 5. izrednem kongresu stranke za delovna mesta je 53 prisotnih delegatov potrdilo spremembo imena stranke, ki se po novem imenuje Lista Matije Kovača. Celjski župan je bil kot edini kandidat soglasno potrjen za novega predsednika stranke, ki na jesenskih lokalnih volitvah v Celju napoveduje dvojno zmagoslavje. Z današnjim dnem se začenja zgodba stranke z imenom Lista Matije Kovača, stranke, ki je nastala iz po eni strani 20-letne tradicije stranke za delovna mesta in po drugi strani zdaj 4-letnega dela v okviru mestne občine Celje, ki sem jo v tem mandatu vodil kot župan, in seveda številčne ekipe mojih sodelavcev, ki so že pred 4 leti stopili skupaj in pripravili takrat zmagovito kampanjo. Cilj te stranke je, da deluje v lokalnem okolju, da skrbi za razvoj mestne občine Celje, da nekako vključuje ljudi najrazličnejših profilov, generacij, socialnih položajev in okolij, ki bodo v prihodnjem mandatu delala v korist vseh Celjank in Celjanov. Kratkoročni cilji, ki smo si jih na današnjem kongresu zastavili z novim predsedstvom stranke in ostalimi organi, so seveda priprava na lokalne volitve, kjer je naša ambicija absolutno zmagati tako kot vodilna stranka v bodočem mestnem svetu, zmagati na županskih volitvah, kjer bom kandidiral ponovno za župansko funkcijo, in se aktivno udeležiti tudi volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti in na tak način predstaviti eno lokalno opcijo, ki bo blizu potrebam Celjank in Celjanom in hkrati nosilka ene močne razvojne vizije, ki bo v Celju v prihodnjih letih pomenila pomembne korake tako na področju razvoja stanovanjske politike, razvoja za družbenih dejavnosti, športa, kulture in seveda močne podpore gospodarstvu. Poleg novega predsednika bodo v 5-članskem predsedstvu stranke, ki je bila ustanovljena leta 2006 in ima v aktualnem sklicu celjskega mestnega sveta enega svetnika, še podpredsednica Sara Krajnc, generalni sekretar Jernej Stanič, dosedanji podpredsednik Vasja Krenker in Monika Tominšek. V vodstvu stranke se bodo v naslednjih tednih posvetili pripravam na novembrske lokalne volitve, na katerih napovedujejo zmago Matije Kovača na županskih volitvah ter največje število svetnikov v prihodnjem sklicu celjskega mestnega sveta. V skladu z novo sprejetim statutom stranke ima predsedstvo kar nekaj operativnih zadolžitev, med njimi so seveda najprej vpis novega statuta in začetek delovanja tudi pod novim imenom, hkrati pa priprava kandidacijskih list, postopki za pripravo na lokalne volitve in pa seveda obravnava programa, ki ga imamo seveda po večini že pripravljenega, pa vendar mora prestati še pogovore in presojo v organih stranke. Želimo pa si seveda, da bi bil program usklajen tudi z pogledi občank in občanov. V Listi Matije Kovača se bodo skušali še pred lokalnimi volitvami povezovati s programsko sorodnimi strankami in listami. Moja pozicija župana je v teh 4 letih pokazala, da si res iskreno želim sodelovanja z vsemi izvoljenimi deležniki v okolju, pa tudi tistimi, ki delujejo kot civilna družba, bodisi pa prispevajo tudi kot deležniki v gospodarstvu. Zato bi si želel, da tudi v naslednjem mandatu nekako delujemo v širokem sodelovanju, široki koaliciji. Absolutno pa bomo pred lokalnimi volitvami opravili tudi razgovore z nekaterimi strankami, listami, ki so že danes prisotne v lokalni politiki in se pogovorili, na kak način lahko sodelujemo tudi v
obdobju, preden bodo občani seveda z glasovi izbrali novo sestavo mestnega sveta. Lista Matije Kovača! Muzej novejše zgodovine Celje je v svojem zunanjem razstavišču v znanem celjskem kiosku K67 odprl razstavo 1991 – Trenutki odločitve. Pripravili so jo ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne. Na njej so predstavili ključne dogodke osamosvajanja na Celjskem. Letos mineva 35 let od prelomnih dogodkov, ki so zaznamovali pot Slovenije v samostojnost. V ta namen so razstavo z naslovom 1991 – Trenutki odločitve pripravili v Muzeju novejše zgodovine Celje v sodelovanju z območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo in policijskim veteranskim društvom Sever za celjsko območje. Razstava skozi fotografije, dokumente in pričevanja osvetljuje čas osamosvajanja ter dogajanja na Celjskem. Otvoritev razstave je v muzeju potekala v ponedeljek 22. junija, slavnostni govornik na njej pa je bil veteran, nekdanji poveljnik teritorialne obrambe za štajersko območje, brigadir magister Viki Krajnc. Najprvo bi rad se zahvalil Muzeju novejše zgodovine v svojem imenu in v imenu tudi naše osnovne organizacije veteranov Celja in veteranov policijske organizacije Sever za sodelovanje, ki nam ga vedno naklonijo, kadar je potrebno obeleževati pomembne dogodke in se spominjati tistih prelomnih časov z leta 90 in 91. Razstava pa moram reči, da je tudi mene presenetila, konceptualno so jo zelo dobro pripravili, čeprav je morda fizično zgleda majhna, ampak vendarle v tem kiosku so najosnovnejši podatki, predvsem pa je novost, da lahko občani mimoidoči si poslušajo pričevanja nas nekaterih udeležencev, ki smo imeli takrat srečo, da smo ob teh prelomnih trenutkih tudi sodelovali. Razstava je postavljena na ulici pred muzejem v legendarnem kiosku K67. Njena avtorica oziroma kustosinja razstave pa je muzejska svetovalka, univerzitetna diplomirana zgodovinarka Darja Jan, ki je priprava razstave glede na omejenost prostora predstavljala kar lep izziv. Njena posebnost pa je predstavitev posnetkov pričevanj nekaterih udeležencev. Jaz sem zelo zadovoljna, predvsem zato, ker zdaj poleg vsebine in teksta in fotografij in plakatov in dokumentov je na voljo tudi teh 18 zgodb, in je res meni ta živa beseda veliko pomeni, zato ker si potem vsak obiskovalec lahko še bolj podrobno seznani s temi vsebinami z 80. in 90. let 20. stoletja. Na otvoritvi razstave 1991 Trenutki odločitve so bili prisotni številni veterani vojne za Slovenijo z Celjskega. V kulturnem programu pa je sodeloval trobilni sekstet policijskega orkestra, ki je ob uvodu zaigral tudi slovensko himno, s katero so pričeli slovesno otvoritev razstave. Razstavo si je moč ogledati kar na cesti, kar bo gotovo pritegnilo zanimanje večjega števila mimoidočih. Ogledati pa si jo je mogoče do 13. septembra letos. Več o razstavi pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V največjem nakupovalnem središču v regiji, City centru Celje, so 16. glasbeni natečaj City Band 2026 zaključili z velikim glasbenim spektaklom, na katerem so nastopili Masaja, Sandra Feketja, Bojan Cvetičan in Boštjan Dermol in Kvatropirci. Kot predskupini sta se na velikem odru predstavili zmagovalni zasedbi letošnjega natečaja After Ace in Horizontal Zebra. Predskupini, tista po izbiri strokovne žirije in druga po izbiri občinstva, sta letos bili ljubljanski. Skupini Horizontal Zebra in Alter Ace sta tako zaigrali pred celjsko množico in prejeli nagradi, ki jima bosta olajšali nadaljnjo glasbeno pot.
dolgo že ima tradicijo, že 16. leto zapored in tudi letos smo izbrali 2 skupini, eno po izboru strokovne žirije in v kateri sodeluje že od vsega začetka Tone Kregar recimo, in pa eno glasbeno skupino smo izbrali po izboru naših voltarjev preko družbenih omrežij. Ravno kar poteka ta dogodek in pa seveda temu sledi potem veliki koncert z simfoniki. Zmagovalki sta prejeli tudi bogati nagradi. V profesionalnem studiu 2 dneva, tako da je to pravzaprav res velika nagrada, do katere načeloma do teh možnosti ni dostopa, in ta druga nagrada je desetaki v vrednosti 500 evrov, tako da verjamem, da je to dober štart za obe skupini, da naredijo prve korake proti profesionalnim glasbenikom. Zmagovalci po izbiri občinstva so nad izkušnjo igranja pred celjsko množico bili navdušeni. Izkušnja je bila super, oder je bil ful velik, naš največji oder do zdaj in tudi prvi oder iz ven Ljubljane. Izkušnja je bila res nekaj dragocenega, pa smo ful veseli, da smo prišli. Zasedbo je očaralo tudi občinstvo. Ful so bili vibe, tako res je bilo dobro, res so v prvih vrstah, so bili fani, ki jih mi sploh še nismo poznali, ponavadi imamo same frende na špilih, hudo je bilo, no, mi smo bili ful hype, no, hvala za publiko. Horizontal Zebra kmalu čakajo novi koncerti. Zdaj planiramo 1.7. naš drugi singel z naslovom Hrbtenica, potem pa 2.7. pa gremo na festival Lent v okviru KMŠ na glavnem odru, tako da mogoče, če se bo kdo zaprl do Maribora nas poslušati. Potem pa nadaljujemo po poletju v Ljubljani, pa studio, pa snemanja. Alter Ace so zmagali po izbiri strokovne žirije. V bistvu veliko bolj, kot če bi zmagali po glasovih publike, zato ker nam radi imamo publiko, valjda zaradi tega špilamo, ampak so nam pa le tisti vzorniki in smo res počaščeni in zelo veseli, da smo jim všeč. Tudi pred ljubljenci žirije je veliko poletnega dela. Alter Ace čaka naporno poletje. V plan imamo posnet album, še 5 komadov, 5 imamo že posnetih, še 5 jih posnajamo in potem jeseni izdamo plato, to je v bistvu letošnji poletni plan. Svežim je na odru sledil nabor uveljavljenih slovenskih glasbenikov v spremljavi simfonikov. Vsa ta sodelovanja so vedno zanimiva, ne? Predvsem zaradi tega, ker je vsakič nov aranžma, tudi tiste skladbe, ki so že imele to obleko, dobijo novo obleko in so, rečemo temu, prenovljene, preoblečene za današnji dan. In danes bomo imeli kar velik primer teh skladb, sploh v tej izvedbi, tako da jaz se zelo veselim, plus tega, da imamo veliko sodelovanj, ki jih na ta način še nismo imeli in si malo izmenjujemo skladbe drug drugemu in ki se dopolnjujemo, kakšni zborčki so, tudi nenavadna stvar, recimo. Tako da je to za glasbene sladokusce. Sodelovanja se je veselil tudi frontman zasedbe Jokera. Pričakujem eno tako dobro energijo, ki se ne zgodi pogosto. Danes smo tukaj različni glasbeni izvajalci, ki se ne srečamo na odrih prav pogosto tudi. Tako da bomo vsi v neki drugačni izvedbi, v drugačni obleki. Tako da jaz verjamem, da bo en zelo zanimiv in lep večer pred nami. Glasbeniki podpirajo takšne in podobne dogodke, kot je City Band. Mislim, da to je ful dobra stvar, da se pokažejo novi talenti, da se poskusijo na odru in da nekdo tudi na koncu odnese zmago in potem ga čakajo še večji odri, še večje prilike. Meni se zdi to ful dobro in da to je lahko vse skupaj ena snežna kepa, ki gre po klancu navzdol in ratuje vedno večja iz leta v leto, tako da samo respekt za vse, ki so se odločili iti na ta natečaj. Natečaj City Band 2026 je torej za nami, uspešen pa je bil tudi zaključni koncert. To je pesem mojih src, ki se nikoli konča ne. Na letališču v Celju že od 24. junija poteka tekmovanje v jadralnem letenju Celje Cup 2026, na katerem nastopa več kot 40 pilotk iz številnih evropskih držav.
Za Aeroklub Celje je to generalka pred svetovnim prvenstvom v jadralnem letenju za ženske, ki ga bo klub prihodnje leto gostil ob svoji 100-letnici delovanja. Povod za to tekmovanje, letošnje tekmovanje je v bistvu neke vrste trening in pa priprava pilotk in pa organizatorjev za prihodnje leto, ko bomo organizirali svetovno prvenstvo za ženske v jadralnem letenju. Letos pa organiziramo pripravljalno tekmo, ki je, kot sem rekel, pomembna za pilotke in pa za nas, da pilotke predvsem, da spoznajo teren, na katerim bodo letele, za nas pa, da spoznamo vse detajle pri organizaciji. Prijavljenih je skoraj 40 pilotk letos, zelo veliko jih je prišlo z trenerji in letijo z dvosedežnimi letali, prihajajo iz 10 držav. Tekmovanje pač poteka do 4.7., se pravi do naslednje sobote. Vsak dan imamo najprej ob 10 uri zjutraj sestanek s piloti, ki ga mi imenujemo briefing. Na tem sestanku se povejo omejitve zračnega prostora, poda se dnevna naloga, predebatira se vreme in pa možnosti za izvenletališke pristanke. Potem pa sledi vzletanje jadralnih letal okoli 12. ure. Za vleko jadralnih letal uporabljamo 5 vlečnih letal. Potem, ko pilotke vzletijo, se ob določeni uri odpre štart. To je zelo podobno kot pri jadranju na vodi, se pravi ravna linija. Pilotke morajo čez to linijo preleteti in pa potem letijo do obratnih točk, ki smo jih določili prej dopoldan na briefingu. In seveda tista, ki najhitreje obleti to nalogo, je dnevna zmagovalka. Tisti, ki zbere več dnevnih zmag oziroma doseže največje število točk, je pa potem na koncu tekmovanja zmagovalec tekmovanja. Današnji žreb Lige prvakov na Dunaju je določil, da bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško v sezoni 2026-27 igrali v skupini C. Njihovi tekmeci bodo danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in stari znanec hrvaški prvak Zagreb. Celjani so bili pred žrebom novega formata najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki bo po novem štelo 24 ekip v zadnjem 4. bobnu. Iz prvega so za tekmece dobili Dance, iz drugega moštva iz francoske prestolnice, z 3. bobna pa hrvaške prvake, s katerimi so se v preteklosti pogosto srečevali na tekmah v Ligi prvakov. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je odpotovala v Zagreb, kjer se bo v ponedeljek začelo Evropsko prvenstvo divizije B. Slovenska izbrana vrsta je sklepni del priprav opravila v Laškem, med izbranci selektorja Žige Kobaševiča pa so tudi člani Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske. Igralci Simon Gračnar, Enis Musič in David Škorjanc ter pomočnik selektorja Aleš Povše. Res delamo skozi na polno, tako da bomo res v bistvu pripravljeni na najtežje pogoje. Delamo tudi v vročini, tako da mislim, da nas nič ne more presenetiti. Nekako bi najbolj rekel, da tudi ko nam ne bo šlo, da se umirimo in da odigramo z glavo, zato ker včasih se nam zna zgodi, da pademo v kakšno krizo, tako kot se vedno v vsaki tekmi zgodi, da probamo čim bolj omejiti te krize, da bodo čim krajše. Prvenstvo je že dobesedno pred vrati, celo poletje zdaj dejansko delamo proti temu, tako da se že res vsi smo že nestrpni in pripravljeni. Priprave so bile dobre, fantje so delali dobro, zavzeto, marljivo, moram jih pohvaliti. Mislim, da lahko priprave ocenim kot uspešne, vendar končna ocena uspešnosti bo podal rezultat v Zagrebu. Kakšna je forma v tem trenutku, ni tako pomembno, kot kakšna bo čez teden dni. Moram pa povedati, da smo včeraj odigrali tudi trening tekmo, kjer so fantje pokazali, da so pripravljeni. Verjamem pa, da bodo, ko se ta utrujenost v zadnjem tednu poleže, potem v Zagrebu še v bolj optimalni formi. Smo v
zelo težki skupini, vse reprezentance so zelo kvalitetne, vsaka zmaga bo pomembna, vsaka tekma, vsak koš, vsaka dobra obramba. Verjamem, da bomo na koncu iz tega izvlekli največ in bo rezultat dober. Ciljamo v prvi vrsti, da se stabiliziramo v diviziji B evropske košarke. Pred 4 leti smo se ponovno nazaj tja uvrstili, pred 2 letoma obstali. Tudi to mora biti prvi cilj, da si zagotovimo obstanek v srednji rangu evropske košarke, potem pa vsako zmago poskušati misli usmeriti proti polfinalu. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.